To je oddaja na Coinu, portala Decrypt in z vami sva David, in Stane. V njej razpravljava o Bitcoinu na preprost način. zelo po domače. Če ti v družbi nerodno vprašati o kakšni stvari, Vprašaj najo in posnela bova odgovor. vprašanje pošli na info@decrypt.com. Oziroma info@dakript.com. O čem bova danes govorila? Kako kupiti Bitcoin na dva nova načina? Odgovorila bova Jasni, poslušalki najnezvesti. In rekla, kaj daje denarju vrednost. Stane, ti imaš dva nova načina, kako priti do Bitcoina, ne? Imam In to sta, dve aplikaciji. ki jih je naredil kdo? Švicari. No, to sta aplikaciji Relay in Pitch Bitcoin. Obe dve dobimo v svoji priljubljeni trgovini aplikacij. Obe dve sta iz Švice, ker imajo v Švici zakon, ki dovoljuje nakup non-KYC Bitcoina do 1000 frankov na dan. Non-KYC pa pomeni po slovenska To je- identifikacija stranke oziroma prepoznava stranke. a ne? Brez identifikacije, tako. Se pravi, za 1000 frankov na dan lahko kupimo Bitcoin na način, da samo oddamo svoj mail in pa TRR, bančni račun. In pri tem je priporočljivo, da vaš mail ni neki ime, priimek, ampak je priporočljivo, da je kaj drugega. Tako. No, v primeru Relaya, ki ga dobimo na relay.app, kupujemo Bitcoin od njih. Njim nakažemo evre in Bitcoin prejmemo na naslov, ki smo jim ga zaupali. V primeru Pitch Bitcoina pa ravno tako lahko pišemo naslov, kamor želimo Bitcoin. Bitcoine kupujemo pa od drugih uporabnikov. Pitch ne prodaja Bitcoina. Se pravi, kupujemo od nekoga, ki nam je neznan. Tudi njegove identitete sploh ne potrebujemo. Se pravi, to je približno tako, kot smo v prejšnji epizodi govorili o hodl platformi. Tako. S tem, da je Pitch mobile first, se pravi, narejen je za telefone, hodl je pa bolj prijazen na desktop Računalniki. okolju. Ja. Relay pa enako, to je mobilna aplikacija, oba dva sta izjemno enostavna. Jaz mislim, da je za nakup Bitcoina Relay bolj ugoden, ker je provizija nižja, medtem ko je Pitch bolj primeren mogoče za prodati Bitcoin, ko si to želimo, ker so provizije kar visoke. Ja, mislim, da so okrog 6-7. To je čisto prosti trg, kolikor nam kakšen ponudi, ampak povprečno je kar od 6-7-8%, ja, nad ceno, ki jo vidimo na borzah. Medtem ko pri Relayu mislim, da si vzamejo 1% točko, če pa uporabite naš referral v opisu, pa še malo šparate. Prej si rekel, da pošljajo Bitcoin na nek naslov, ki ga damo pri Relayu, a ne? A ni tam tako, da imaš to možnost, da ti pošljajo na naslov, na Bitcoin naslov, ali pa lahko uporabljaš njihovo denarnico. Se pravi, da se Bitcoin nalaga pri njih. In potem naknadno, recimo, če delaš nakupe 50 evrov, 100 evrov in ko se nabere mogoče 500 evrov, preneseš to v svojo denarnico. Mislim, da je enak na Pitchu. Tudi Pitch je zdaj po novem naredil wallet, ampak jaz bi se temu kar izognil. Zato, ker pol hitro imamo polhranjenih računov, kjer je malo Bitcoinov, dajmo mi to na svoje denarnice, na strojne denarnice, je pa res za to opcijo ponujajo. Kar je še pri Relayu dober, je, da nam zdaj ponujajo, da ta Bitcoin potegnemo k sebi prek Lightninga, na Lightning denarnice. In Lightning je pa Ja, to moramo enkrat še obdelati. To je drugonivojska rešitev na Bitcoinu, ki je super hitra. In če to primerjamo z obstoječim fiat svetom, in dajmo reči, da je to kot Najhitreje. SEPA in instant, a ne? Instant SEPA. Se pravi, takoj se prenese na uporabnikov račun. To je to, priporočamo. Spet imamo novega sponzorja. Ne, res? Mava. Bitcoin knjižnica najnim poslušalcem podarja 20% popusta na posamezno knjigo. Pojdi na www.bitcoinknjižnica.si in nesi kodo na coinu. Eno po eno. Saj veste, knjiga na knjigo palača. Kakšna palača, no? Je polna knjig, kašna pa. David, dajva še eno stvar povedati. Kaj daje denarju vrednost? Denarju daje vrednost zaupanje. Zaupanje nas, vseh nas, da bo v prihodnosti dostavil to, kar nam obljublja. Se pravi, da bomo v prihodnosti lahko to vrednost, ki smo jo zdaj shranili v denar, zamenjali za nekaj, kar želimo kupiti. Se pravi, da bo to izpolnil. Ampak zakaj je en bankovec toliko zaželen, drug je pa za podkurt?
Zaradi tega, ker države printajo denar, a ne, in tiste, ki printajo več kot kar ta druge, tiste valute, tisti denar, tisti papirčki so manj vredni proti ostalim papirčkom in zato v času hiperinflacije ta denar praktično nima nobene vrednosti in lahko rečemo, da tudi za podkurt ni več dober. Ker denar sam po sebi ne nosi nobene vrednosti kot take, a ne? Papirček ne nosi nobene vrednosti. Nosi samo signal, da znamo mi ljudje se med sabo pogovarjati o tej vrednosti, a ne? Ki jo pripisujemo tej enoti denarja in nam omogoča lažje trgovanje. Zdaj pa, če pogledamo fiat valute, praktično vsi printajo. Mislim, da je Švica tista, ki je najmanj printala v zadnjih nekaj desetletjih. Zato je frank, saj še švicarski frank, ne? Relativno dobro stoji in mislim, da je tudi zadnji, ki je šel iz zlatega standarda. Kaj pa daje Bitcoinu vrednost kot denar? Pri Bitcoinu pa lahko rečemo, da je to naše zaupanje, ker vemo, da je v kodi zapisano, koliko ga bo, se pravi, je omejena količina, imamo absolutno redkost, o tem smo tudi govorili v prejšnji epizodi, in lahko verjamemo matematiki ali pa kodi, za razliko od človeka, ker pa mu nikoli ne more zaupati. Se pravi, če bo človek imel možnost manipulirati količino denarja, bo to izkoristil, sebi v prid in bo vedno to tudi naredil. To se je skozi zgodovino vedno dokazalo. Super, buy Bitcoin. No in prideva do vprašanja 11-letne Jasne. Družili smo se s kolegi, nekaj otrok je bilo, jaz sem seveda utrujil o Bitcoinu in o 12 besedah in to je to, kar morate shraniti. In dobil vprašanje, zakaj pa ne bi jaz teh 12 besed uganila in prišla do Bitcoina pač od kogarkoli, a ne? In nisem znal tako prepričljiv odgovoriti, zakaj res to ne bi ona lahko naredila z neko dosti visoko gotovostjo. To je verjetno zato, ker si povedal, da je seznam teh besed naprej znan in da jih je samo 2048. Ne, jaz sem jim mislim, da povedal, da jih je nekaj čez 100, mogoče bi to pač ta napaka moja, ker sem se zmotil. No, ampak si tudi 2048 različnih besed ni veliko. Mislim, ni veliko, ker ljudje ne znamo razmišljati o eksponentni funkciji, kaj to pomeni, ne? Ker 2048 krat na 12, ne krat, na 12, si ne predstavljamo, koliko je to. Zato, če prevedemo, to je enako kot 2 na 128 nekaj tasga možnosti in tudi to nam nič kaj veliko ne pove, ne? Ker smo malo zgubljeni, ne? Mi znamo razmišljati linearno. Ja, tale eksponentno razmišljanje, ne, je hudič za nas. Zakaj ne bi teh 12 besed od 2048 jih v pravilnem zaporedju uganil? Dober primer je, ko imaš list papirja, pa ga prepogibaš vsakič na polovico. A ne? Mislim, da ga lahko prepogneš tako 6-krat, 7-krat približen, vsaj toliko mislim, da sem ga jaz uspel. No in koliko je debelina tega papirja, A4 naprimer, ki ga 7-krat prepogneš, to je nekaj milimetrov. Ne? In če bi imel možnost prepogniti ga 10-krat, bi prišel do tega, da je približen kot naša dlan, se pravi, to je pa kaj to, širina dlani 1 centimeter, mogoče dober, kar je še zmeraj zelo malo, ne? Ampak pazite to, ko ga prepogneš 23-krat, bi ta debelina tega papirja bila 1 kilometer. In ko ga 30-krat, je 100 kilometrov. Kaj pa da prideš do Lune 42-krat in 51-krat do Sonca. In že to so neke nepredstavljive številke, mi moramo priti pa do 128, ne? Zdaj pa da ne bi šla v tole vesolje preglobok, če ga 103-krat prepogneš, kam prideš? A ti veš? Do konca našega vesolja. Ja, do konca našega znanega vesolja. Zdaj si pa to predstavljate. Mi imamo pa se pravi 128 prepogibov. No in Jasna išče en atom v našem znanem vesolju. In ta atom predstavlja teh 12 besed v pravilnem vrstnem redu in ga mora uganiti. Tako da teoretično Jasna lahko pride do denarnice nekoga, ki ima neko vrednost gor. Ki ima seveda neko vrednost gor, ne? Ampak to je teorija.
Mogoče pa lahko pogledamo se pravi, večja verjetnost je, ker bo več uporabnikov Bitcoina oziroma več naslovov polnih. A ne. Če bo to res svetovna valuta, svetovni sistem, potem bo teh naslovov verjetno 10 milijard, 20 milijard, 100 milijard, pa se verjetno poveča. Ne. Ampak še vedno je tega toliko, da... No. Kaj pa ti priporočaš, glede na to, da mogoče poznaš ta del malo bolj? Kaj je še dodatna varnost? Se pravi, kaj lahko naredimo? No, ne? Vedno nas bo skrbel, da bojo računalniki, ker računalniki to delajo, ne? Vsak dan to delajo, ni to zdaj jasno, se spomnila nekaj novega. Računalniki vsak dan laufajo kodo in skušajo uganiti te naslove. No, ena od zaščit je tako imenovan passphrase ali po slovensko geselska fraza. To je dodatna beseda, ki ni shranjena v denarnico, ampak lahko odklene našo denarnico, ki smo jo s to dodatno 13 ali 25 besedo zavarovali. To pomeni, če jasno ugane mojo denarnico, na kateri je neka vrednost, in če sem jaz to denarnico zavaroval s passphraseom ali geselsko frazo, jasni to nič ne pomaga. Njej bo prikazal vrednost nič. Se pravi, ta 13. beseda ali pa passphrase, kakor se imenuje, kreira novo denarnico. Ne? Je se pravi, dodaten nivo varnosti, Tako. ki teh 1228 še poveča. Ne? Ja, v resnici jih na novo zakodira. Ta 13. beseda ni del backup besed, ampak je del denarnice, tistega softvera, v katerem sem ustvaril denarnico. Jasni moramo povedati še to, da če teh 12 besed oziroma denarnico zavaruje s passphrase-om, z dodatno 13. besedo, in to besedo pozabi, lahko z novo besedo, se pravi nepravilno v narekovajih, odpre novo denarnico. Ampak v njej bo vrednost verjetno nič, ali pa bo vrednost, ki ni enaka tisti, ki si jo ona želi. Vsaka dodatna 13. beseda k tem 12. odpre novo denarnico. To je tudi težko si predstavljati, ker je spet n možnosti, kako obstoječih 12 besed v pravilnem vrstnem redu zaščitimo z poljubno besedo. Se pravi, ki je lahko ali presledek in je dolg en znak, ali pa n znak. Tako, ta passphrase oziroma geselska fraza pa ni ena izbrana ali naprej določena beseda, ampak je naša izmišljotina, ki lahko vključuje različne znake, številke, posebne znake. Ampak odlično vprašanje poslušalke Jasne. Ja, hvala Jasna. Kratek odgovor, ja, lahko ugane, ampak je verjetnost zelo majhna. Vsaj v tem trenutku, če to delaš peš. Kar se pa vsi bojimo in zato moramo tudi poskrbeti za dodatna varnost je, da bodo pač računalniki toliko zmogljivi enkrat, da bodo lažje, z manj sredstvi bili sposobni priti do teh naslovov naših denarnic. Zato 13. beseda ali pa še dodatni nivo varnosti, ki pa ne bi danes o tem. Hej, kam pa ti bo spravil svoj Bitcoin? Ja, porka Madonna, Mandejana strojno denarnico. Če še nimaš, ima zate Bitcoin shop. Se veš, skodo na Coinu dobiš 5% popusta na vse denarnice in oblačila. www.bitcoin-shop.si. Če ti je všeč, kar počneva in bi nama namenil za kakšno žemljo, kavo ali pa klobaso, na spletni strani je QR koda, kaj poskeniraš in nama pošleš nekaj satošijev. Ali pa to narediš preko aplikacije Fountain. V naslednji epizodi bova govorila o tem, zakaj ostali kovanci nimajo nobene veze z Bitcoinom, predstavila še eno opcijo nakupa Bitcoina in odgovorila poslušalcu.